Pubec, štajersko fant, deček, pubec. Ime, ki ga vsi Slovenci prepoznajo kot nekaj štajerskega. Pubec simbolizira mlado vino, mladostno nagajivost in regijo, iz katere izhaja, to je Štajerska. Predstavitev vinarjev in njihovih mladih vin so z včerajšnjim uspešnim dogodkom samo potrdili moč sodelovanja, povezanosti Štajerske, vinarjev in njihove mlade kapljice. Prihajamo iz okolice Podčetrtka, natančno iz Imenega, kmetijska zadruga Šmarje, hiša Vin Emino, in mi že tretje leto nekako pripravljamo pubeca iz 3 različnih sort, Chardonnay, Sauvignon in pa rumeni muškat. Vztrajamo na pol suhem in se nam obrestuje harmoničnost, pitkost, svežina, to je to, kar nas odlikuje. Dober dan tudi v imenu družbe Radgonske gorice, sicer hiše Penin z več kot 160-letno tradicijo. Sodelujemo na projektu Pubec drugo leto, zato ker to je štajerski projekt, to je naš projekt. To je projekt, ki se dogaja v vinorodni deželi Podravski, iz vinorodnega okoliša Štajerska Slovenija, odkoder tudi mi prihajamo. In po čem slovijo štajerska vina in kakšne so značilnosti le-teh? Slovi po tem, da predstavljamo slovensko avtohtono sorto iz Radgonsko-Kapeljskih goric, kar se mi zdi zelo pomembno, ker večina v Sloveniji še ne pozna radgonske ranine, ki je tipično aromatična, igriva, vesela, razigrana, res vino za vsakodnevne priložnosti. Kot se na takšnem dogodku spodobi, so bile prisotne tudi vinske kraljice, ki imajo prav posebno vlogo. Zanimalo nas je, kako postaneš vinska kraljica. Je izbor, na katerega se lahko prijavi vsaka punca, stara med 18 in 25 let, ki prihaja iz vinogradniške kmetije in v bistvu, ki je komunikativna in zna promovirati Maribor in Staro Trto. Vinske kraljice, katerih mandat traja 2 leti, izpolnjujejo tudi nekatere dolžnosti. Vinska kraljica Svečine nam je povedala, po čem so najbolj znani. Naša turistična kmetija je zelo prepoznavna z tem znamenitim srčkom, cesta v obliki srčkom, tako da tudi potem tudi kot vinska kraljica, ko potujem po svetu, me prepoznajo s tem srčkom. In kako poteka pravilno pokušanje vin? Najprej seveda pogledamo vino v kozarcu, ga rahlo zavrtimo, potem ga povonjamo, nato ga lahko zavijemo še malo bolj, nato pa okusimo. Boste okusili? Ker gre tako za družaben dogodek, kot tudi za povezovanje in promocijo, so se pubeci povezali tudi z Zavodom za turizem Maribor Pohorje. V bistvu pomeni začetek zgodbe, uspešne zgodbe, zgodbe, ki bo šele začetek in se bo v bistvu nadgrajevala. Nekako pa tudi Zavod za turizem vidi v tem priložnost za vnaprej, da vse vinarje, ki jih je Pubec uspel nekako povezati, vključimo tudi v vinske produkte. Pomeni, da vsi turisti, ki bodo prišli na to področje, v Slovenijo in kasneje v Maribor ali Maribor Pohorje kot destinacijo, lahko doživijo tudi te vinske ceste, vinske poti z ustrezno vsebino, kulinarika in vina. Rumen metuljček je prav tako tesno povezan s samim dogodkom. Kolikor mi je znano, imamo pač Štajerci bela vina, tako da rumena barva, svetlo vino, za Štajerce najbolj pomembno, s čemer smo tudi drugačni od vseh ostalih, recimo od primorskih, dolenskih, ki je pač rdeča ali pa svetlo rdeča barva. Pred kamero smo povabili še organizatorja Boruta Cvetka, da nam zaupa, kakšen pomen ima ta dogodek za Štajersko. To za nas pomeni zadovoljstvo, predvsem to, da smo uspeli združiti toliko štajerskih vinarjev v neko skupno zgodbo, skupne promocije, skupne ideje, predvsem pa želje, da naredimo nekaj več za ta štajerski vinorodni okoliš, štajerske vinarje, predvsem skozi promocijo tega res odličnega štajerskega vina. V prvem letu je sodelovalo 17, lani 36 in letos 29 vinarjev. Zakaj je temu tako? Nekaj je temu pripomogla seveda že druga zaporedna pozeba, tudi toča, ampak mislim, da so sedaj zraven res vsi tisti ta pravi in mi smo zelo zadovoljni z ponovno zgodbo, tokrat v Mariboru, čez 3 dni v Ljubljani. Verjamem, da v prihodnosti tudi še kje drugje, pa še s kakšno bolj prepoznavno, vse kar se tiče vina, tokrat gre seveda za mlada vina Pubec. In pomembna informacija, povezava med avtomobili in vinom. Mi smo takrat, ko smo pred 3 leti prvič začeli s tem prostorom,
smo rekli, dajmo nekaj novega, svežega, če je že vino takšno mlado, sveže, dišeče in pa elegantno, zakaj ne bi bil tudi salon takšen, če se že tukaj prodajajo in servisirajo avti s podobnimi pridevniki. To je vsak Pubec točno takšen, kot sem rekel, svež, iskriv, dišeč in eleganten, kot pritiče pač vsaki njegovi deklini. Tretja predstavitev štajerskih mladih vin je bila uspešna, družabna, dala je priložnost vinogradnikom, da se predstavijo svojo žlahtno kapljico in se je odvijala pozno v noč. Vsekakor pa ne bi bili pravi Štajerci, če takšnih dogodkov ne bi podpirali s podobnim obiskom.